Celje ob svojem rojstnem dnevu dobilo 2 častna meščana. V celjskem City centru pripravili pravi modni spektakel. Dobrodelna prva gimnazija v Celju. Čez 501 dan paraolimpijske igre. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Celje je včeraj praznovalo 568. rojstni dan. Osrednjo slovesnost o prazniku so sinoči pripravili v veliki dvorani Narodnega doma Celje. V neposrednem prenosu pa ste si jo lahko ogledali tudi na naši televiziji. Na njem je celjski župan Bojan Šrot letos podelil najvišje občinska priznanja, 11 celjskih grbov in 2 naziva častni meščan Celja. Celje je sinoči dobilo 2 nova častna meščana. To sta postala Ivan Grobelnik Ivo ter upokojeni celjski škof monsignor dr. Stanislav Lipovšek. Če bi mi kdo pred parimi meseci rekel, da bom to priznanje dobil, mu skoraj ne bi verjel. Toda zgodilo se je, kar se je, in lahko rečem, da sem tega priznanja zelo vesel, zlasti pa srečen, da sem v teh letih to doživel. Ja, res sem vesel tega priznanja in se zahvalim vsem, ki so tukaj sodelovali, čeprav se mi zdi, da nimam pravih zaslug osebno, ker je to pač povezano z mojo službo, tako duhovniško kot tudi škofovsko, za to našo celjsko škofijo, ki ima seveda svoje duhovno poslanstvo in svoje bogate duhovne razsežnosti, tako v zgodovino našega mesta in te pokrajine, vse od rimskih časov pa sem, kakor tudi za sedanjost in seveda tudi za prihodnost. Skupaj z mojimi duhovniki in sodelavci se bom še naprej trudil, da bi res to mesto napredovalo vsestransko. Mi smo seveda poklicani k temu, kot se reče, za duhovni blagor, in če bomo imeli te moralne vrednote na svojem mestu, bomo tudi vse drugo prav uredili. In je važno, da v današnjem času ohranimo to upanje in to pripravljenost biti res sodelavci za skupni blagor. In to je poslanstvo, naloga cerkve in tudi vsakega predstavnika cerkve in tudi mene kot že upokojenega celjskega škofa. Ob 110. obletnici delovanja je zlati celjski grb prejela glasbena šola Celje. Glede, smo zelo počaščeni in ponosni, seveda gre pa to zahvala za vso delo vseh naših sodelavcev, učence, dijakov, pa predvsem tudi staršev, ker vsi skupaj tvorijo eno lepo glasbeno družino. Vsako brezdanje je res lepo, domače, kot ste sami rekli, res nekaj lepo pomeni, tako da bomo se še naprej trudili, da bomo seveda to priznanje tudi upravičevali v prihodnosti. Zlati celjski grb so podelili tudi dolgoletnemu uspešnemu gospodarstveniku Izidorju Krivcu, ki uspešno vodi podjetje Celjske mesnine. V življenju sem prejel že kar nekaj nagrad, pa vendar je tale nagrada sodi po mojem mesarskem žargonu nek vrh prehrambene piramide in z mesom si hranim telo z takšno nagrado pa dušo, še posebej, ker je dobljena v lastnem kraju, kjer je najtežje pravijo dobiti nagrado, je to seveda presežek, ki sem ga kadarkoli kdaj prejel. Ja, po takšnih nagradah seveda so načrti vedno močnejši, spodbuda je velika, nekako se je težko potegniti nazaj, kot ti ljudje pač pokažejo čas za takšnimi visokim priznanjem. Letošnji dobitniki srebrnih celjskih grbov so gimnazija Celje Center, Edvard Kužner in dr. Zoran Pevec. Bronasti celjski grb so na sinočni slovesnosti prejeli Milan Alaševič, Ignat Strobiš, Drsalni klub Celje in Društvo tabornikov rod druge grupe odredov Celje. Za odličnost v celotnem študijskem obdobju sta kristalni celjski grb prejela Berni Bezanšek in Iza Pavlina.
Letošnji nagrajenci so dokaz, da v Celju delujejo izjemni posamezniki in ustanove, je v svojem nagovoru izpostavil celjski župan Bojan Šrot, ki je prepričan, da mora mesto v prihodnosti znati izkoristiti svoje razvojne potenciale in imeti ustrezen odnos do okolja. Zato je verjetno naša edina prihodnost trajnostno mesto pametnih rešitev z veliko mero okoljske odgovornosti. Našim zanamcem želimo zapustiti boljšo okoljsko dediščino, kot smo jo prejeli od naših prednikov. Zato je velik del naših razvojnih potencialov usmerjen ravno v reševanje tovrstnih zadev in problemov. Praktično vsi projekti zadnjega leta in še nekaj več z področja trajnostne mobilnosti so namenjeni ravno doseganju tega cilja. Naj spomnim na kolesce, Celebus, načrtovane projekte Park and Ride, izgradnja električnih polnilnic, izgradnja polnilnice na stisnjen zemeljski plin, pa tudi ostale stvari, kot so energetska sanacija, dograjevanje kanalizacijskega omrežja, dokupovanje gozdov s posebnim pomenom, zasaditev novih dreves v mestu so namenjeni temu cilju. Letošnjo osrednjo slovesnost ob celjskem občinskem prazniku je režiral celjski umetnik Kristjan Koželj. V teh dneh v celjskem City centru potekajo pravi modni spektakli, ki jih v največjem nakupovalnem središču v regiji organizirajo dvakrat letno. Modne revije v City centru Celju so v zadnjih nekaj letih postale pravi modni spektakel, na katerem lahko, poleg znanih manekenk in manekenov ter obrazov slovenske estrade, vidimo čedalje več Celjank in Celjanov, ki dogodek izkoristijo tudi za navdih ustvarjanja urbanih trendov in druženje. City center Celje letos praznuje 13. rojstni dan. V vseh teh letih je trgovski center nadgrajeval ponudbo in tako postal največje in najuspešnejše nakupovalno središče na Celjskem. Temu uspehu zagotovo botrujejo tudi številni dogodki, med njimi predvsem pravi modni spektakel, ki so ga letos poimenovali 13. nadstropje. Ja, res je. To, kar mi skozi poudarjamo in tudi skozi naše evente, dogodke, da želimo biti in smo del mesta Celja in okolice in smo ponosni na to, da smo pomemben del pri snovanju dogodkov, takšen kot je bil danes. Modna revija predstavlja vse trende letošnjih sezon na eni pisti, predvsem pa narekuje tistega najpomembnejšega – biti zvest sam sebi in zaupati svojemu občutku. Tako je, pozabimo na trende, kar imamo doma, vse skupaj namečemo, pa samo, da smo originalni, to je danes, to šteje. Modno revijo so letos poimenovali 13. nadstropje. Poleg številke, ki obeležuje njihov rojstni dan, gre predvsem tudi za zavedanje, da je treba biti v življenju drzen, predvsem pa slediti sebi. Rdeča nit je bil namreč stavek Bodi to, kar si. In kako zvesti so sami sebi nekateri gostje na modnem spektaklu? To pa absolutno. Mislim, sem velik fan mode, čeprav ne mode za vsako ceno. Še vedno imam rad recimo žensko, ki poudari žensko, moškega, ki naredi moškega, ampak tudi tole pač kakorkoli trgovsko, ekonomsko, pravičljivo, tudi to gre skozi. Drži, bodi to, kar si. Nas so povabili eno ekipo starejših manekenk. Mi smo edine, ki seveda nismo imeli lasulj, da smo izražali predvsem to, kar smo. Drugače pa trendi so danes takšni in drugačni, verjetno drugačni, kot so bili pred 20 leti. Je moda danes bolj drzna? Je moda bolj drzna danes, seveda. Danes je več kože, tudi na odru se lahko izražamo. Včasih je bilo to bolj klasično. Tako da, zdaj mi je bolj pisano na kožo, ampak
konec. Ja, mislim, meni je zelo všeč, da so si letos v 13. nadstropju zbrali ravno ta slogan Bodi to, kar si predstavlja samega sebe, ne? Ker vemo, da današnja digitalna mladina ravno strmi k nekim idealom, ki so napačni, in prav je, da danes na ta način pokažemo, kdo smo, da smo različni, vseeno pa nam je nekaj skupnega, to življenje tukaj. Ne rabiš strmeti k enemu idealu, bodi to, kar si, stoj za tem, kar si, in to je ravno to bistvo, ki ga na trenutke danes v tem času pozabljamo. Ja, skušam biti kar v koraku z nekimi trendi, imam neko svojo linijo, ki jo po domače rečeno furam, malo me tudi moja boljša polovica usmerja, da ne zaidem na kako čudno pot. Tole danes ni tipično moj outfit, ampak ker vem, kak hud dogodek je tole, pač sem sprejel dejstva, ki so mi jih položila v garderobo stilistke, in to je to. Ja, jaz predvsem se držim tega, kar sem, kar je meni všeč, v čemer se jaz dobro počutim. Vedno od nekdaj mi je bilo všeč malo drugače, da ni bilo tako uniformirano. Nikoli se nisem v bistvu držala zares trendov, tako da ja, najraje sem taka, v čemer se najbolj počutim. Tako da jaz mislim, da 100% stojim za tem, kar sem. Modni spektakel so v City centru Celje ponovili še danes, jutri v soboto pa pripravljajo še dva. Ob 11. modno revijo za najmlajše, ob 21.15 pa modno revijo za odrasle. Prva gimnazija v Celju pa je v Celjskem domu pripravila dobrodelni pomladni koncert mešanega mladinskega pevskega zbora Prve gimnazije v Celju. Zbrana sredstva od prodaje vstopnic in prostovoljnih prispevkov bodo namenili družini s 3 otroki iz Celja, ki je pred kratkim ostala brez očeta. Čeprav je bil osrednji protagonist na letošnjem pomladanskem koncertu Prve gimnazije v Celju njihov mešani mladinski pevski zbor, pa smo v sredo 10. aprila na odru Celjskega doma spremljali nastope tudi drugih sestavov te šole. Dekliški oktet Brina, ki je na šoli začel delovati v letošnjem šolskem letu, pa oktet Kajuh, ki ga sicer sestavljajo pevci mešanega mladinskega zbora in v bistvu nadaljuje tradicijo gimnazijskega okteta od davnega 1921. leta. Oba sestava kot umetniški vodja vodi profesor Tomaž Marčič, ki temu zboru z dolgoletno tradicijo kot dirigent daje pečat zadnjih 10 let. Korenine zborovskega prepevanja na Prvi gimnaziji v Celju sicer segajo v drugo polovico 19. stoletja. Novodobno delovanje pa zbor beleži nepretrgoma od 1945, ko ga je takrat v življenje ponovno obudil legendarni celjski zborovodja profesor Egon Kunej. In prav mladinski zbor je tudi nosilec letošnjega in vseh prejšnjih pomladanskih koncertov Prve gimnazije v Celju. Dirigentu pa je jubilejni 10. Za mene kar en lep jubilej. Če ostanem pri koncu, pri zaključku koncerta, zelo čustveno, ob tem, ko so se 4. letniki, torej odhajajoči pevci, poslovili od zbora in tudi sem bil deležen te časti tudi od mene. Kot rečeno, bilo kar precej čustveno, nasplošno gledano pa celoten koncert, zelo pester, zelo razgiban program, že zaradi gostujočih zasedb, pa tudi mi smo se potrudili, da smo ponudili poslušalcem nekaj posebnega, pa nekaj kakovostnega. Na letošnji koncert pa so mlade pevke in pevci kot goste povabili celjski oktet, ki je pred kratkim pod taktirko njihovega profesorja Bojana Goriča slavnostnim koncertom obeležil svojo 40-letnico, ter mladinski pevski zbor druge osnovne šole Celje, ki ga vodi Andreja Vahen. In obojni so v sozvočju s pevci Prve gimnazije odlično zaokrožili glasbeno doživetje letošnjega pomladanskega koncerta, ki je tudi tokrat imel humanitarno poslanstvo, s katerim so za pomoč družini s 3 šoloobveznimi otroki, ki je nedavno izgubila očeta, na koncertu zbrali 3100 evrov, akcija pa je za donacije še vedno odprta. Navdušen nad koncertom in ponosen na svoje pevce je bil tudi ravnatelj Prve gimnazije v Celju. Koncert je bil
nepozaben. Kdo bo rekel, kaj je vedno vsak koncert nepozaben? Ja, jaz mislim, da nocojšnji res nepozaben, ker je bil v humanitarnem duhu, ker je bil zato, da bi nekomu pomagali, da bi pomagali neki nesrečni družini v Celju, ki je ostala brez očeta, in mislim, da smo to vsi v tej dvorani začutili. In smo se potrudili vsak po svojih močeh in mislim, da nam bo ta koncert ostal vsem v najlepšem spominu. Občinstvo je zadovoljno odhajalo z koncerta, njegovo humanitarno poslanstvo pa se še nadaljuje in se mu z donacijo še vedno lahko pridružite. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Zveza športnih invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, je v sodelovanju s Športnim društvom Invalid in Zvezo Sonček pripravila Paraolimpijski šolski dan. Na njem je sodelovalo kar 350 otrok. Zveza Šport invalidov Slovenije je na dogodku v osnovni šoli Hruševec Šentjur obenem začela z odštevanjem dni do začetka naslednjih paraolimpijskih iger, ki jih bo prihodnje leto gostil Tokio. Začele se bodo natanko čez 501 dan. Otroci so v dvorani Hruševec prišli na svoj račun. Sprva so prisluhnili življenjski zgodbi Senti Jeler, odbojkarice sede, zatem so se seznanili s paraolimpijskim gibanjem in športom invalidov. Kot vsake paraolimpijske šolske dni je naš cilj, da v bistvu informiramo in probamo pokazati paraolimpijsko gibanje oziroma elemente paraolimpijskega športa. Kako sem jaz to videla? Odlično. Ta šola, v bistvu smo že lani nas je gostila in vsako leto so zelo presrečni in učitelji in učenci, da se ta dan izvaja. Zelo pomembno je, da otroci najprej spoznajo, da ni drugačnost nič kaj takega, kar recimo v življenju ne srečamo vsak dan, tako da prej, ko vidijo, da smo različni, ampak hkrati tudi vsi enaki, bolje je, tako so lahko poskusili različne športe, slišali so različne zgodbe in mislim, da potem lažje razumejo, da nekdo, ki je mogoče hendikepiran, lahko vseeno počne vrhunske zadeve ali pa vse v bistvu. Pika na i druženja je bila tekma, kjer so odbojkarice in odbojkari pod taktirko selektorja Simona Božiča predstavili odbojko sede. Že ko smo ta dan izvedli, so v razredu v bistvu spoznavali športe, brali so zgodbice o drugačnosti, o strpnosti, potem risbe izdelovali, ilustrirali, literarno ustvarjali in potem naredimo tako razstavo, da potem tudi mimoidoči starši lahko malo spoznajo utrip ali pa šole in da vidijo, kaj se dogaja. Dan je bil zanimiv, najbolj zanimiva mi je bila sedeča odbojka, ker sem tudi sama igralka odbojke. Vse zelo razlikuje, je bila zelo težka, moram priznati. Najbolj všeč mi je bilo ogrevanje. Najtežje je zabijati, ker moraš ves čas sedeti, pa se ne smeš ustati in to je najtežje. V bistvu najbolj jih navduši, da je nekaj drugače, da se v bistvu vpeljujejo vozički, da je igra z zvenečo žogo, katero še niso imeli kontakta, da je boča oziroma dvoransko balinanje in v bistvu vse te novitete jih nekako pripeljejo do tega, da jim je všeč. Paraolimpijski dan je že utečena stalnica aktivnosti, ki jih izvaja Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite. Naši paraolimpijci se sicer že pospešeno pripravljajo na tekmovanje, na katerih bodo lovili olimpijsko normo. Te enkrat potegne noter, že ne veš, zakaj treniraš, ampak pa se vprašaš, koliko si pa sposoben vršiti. In pa trenutno tekmujem sam s sabo, kaj bo pa ta rezultat povedal, bomo pa videli. Treniram pa 5-krat na teden, trenutno se že pa veselim, da bomo šli malo ven, da malo na sonce. Pogled proti Tokiju je zelo usmerjeno. Športniki Paraolimpijskega komiteja se pripravljajo na dnevni ravni, v bistvu je 500 dni do iger, zdaj v bistvu tečejo te dnevi, v katerih se športniki v bistvu pridobivajo norme in kvote za nastop na paraolimpijskih igrah, tako da moram reči, da je kar aktivno na vseh področjih športa invalidov v Sloveniji. Bravo, ekipa, za krasen dogodek v Šentjurju.
Jutri bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno in suho, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 7 do 11, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Prijeten vikend želimo in bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.